Mislim, da je gospod Aplenc adekvatno predstavil genezo tega, to, kar sam poimenujem tovarišijski model kapitalizma, ki s pravim kapitalizmom nima nobene zveze, temelji pa na dveh osnovah. Prva osnova je pojavnost političnih kreditov, za kar potrebujete banke, državne banke in politične povezave, ki omogočajo kredite, ki so nezavarovani, ne samo, da so nezavarovani, ampak večina teh kreditov v izhodišču, trdim, sploh ni bilo namena, da se kdaj poplačajo. Drugi potrebni pogoj za izvedbo, če uporabljam marksistični besednjak, prvotne akumulacije, je pa nedelovanje pravne države. Namreč ni dovolj, da ste imeli samo dostop do kapitala, ampak tudi nezakonita dejanja kraja je morala biti nesankcionirana. Kdo je pa poskrbel za to? Zato je poskrbela policija, ki bi morala odkrivati kazniva dejanja. Zato je poskrbelo tožilstvo, ki bi moralo preganjati gospodarski kriminal. In na koncu dneva, ne najmanj pomembno, seveda sodstvo. Se pravi, cel sistem pravosodja je zatajil, nismo vzpostavili v času osamosvojitve oziroma leta 90 po spremembi režima pravne države in to ni moglo biti naključje. To ni bil nek spontan proces v smislu, kakor češ, da sodniki niso imeli prave izobrazbe, niso imeli materialnih sredstev, vse je bilo orkestrirano z namenom, da se izvede ta proces prvotne akumulacije. In zdaj, vkolikor bi bili optimisti, bi rekli, dobro, tovariši iz Foruma 21 so nas pokradli. Ali lahko potem, zdaj, ko so nas pokradli, pričakujemo vsaj, da se bo vzpostavila neka politična konstituenca, ki bi zahtevala vzpostavitev pravne države. Se pravi, da zdaj, ko nekateri imajo vse, drugi razlaščeni pa nič, bomo pa vsaj morda dočakali te novodobne podjetnike v narekovajih, da bodo poskrbeli za blaginjo države. Ta optimistični scenarij se seveda ni udejanil. Zakaj ne? Zaradi tega, ker te, ki so nas pokradli, v svojem bistvu niso podjetniki. Nasprotujejo konkurenci, nasprotujejo svobodnemu tržnemu gospodarstvu, želijo delovati v nekih zatohlih omrežjih, monopolih, z všečno retoriko nacionalnega interesa in zanimivo, v tej koaliciji nacionalnega interesa so se znašli tako nasledniki Edvarda Kardelja, kot tudi tisti, ki prisegajo na dediščino Janeza Evangelista Kreka. Skratka, ni samo komunisti, da bi bili odgovorni, ampak so zelo hitro tudi v pogojno pomladnih strankah našli svoje zaveznike. Seveda se z vidika 20 let postavlja vprašanje, koliko so bile te strukture koalicije nacionalnega interesa sploh pomladne. Sam trdim, da ne. Da je šlo pravzaprav za neko namensko infiltracijo struktur bivšega režima v demokratične stranke. In kar se zdaj po 2 desetletjih dogaja, je to, da imamo en in isti vzorec. In to bo moje vprašanje za gospoda Ranka. Namreč pojavnost poročila Komisije za preprečevanje korupcije ni nek unikum. Sam trdim, da lahko vlečemo lok, isti modus operandi teh režiserjev iz ozadja, tja od orožarske afere, pa Depale vasi,
pa afere Patria in zadnje afere KPK. Cilj vseh teh je najprej diskreditacija in potem likvidacija tistega, ki ogroža interese nomenklature. To je Janez Janša. Predstavlja grožnjo, življenjsko grožnjo tem, ki so nas ne 20 let ekstrahirali rente, ampak ki to počnejo od leta 1945. In seveda v boju proti tem so dovoljena vsa sredstva. Žali Bog, za te strukture seveda morajo operirati vendarle po metodah nekoliko drugačnih kot leta 1945, se pravi ne po metodi metka, ampak po metodi nekoliko bolj omikani, se pravi zlorabe institucij države za politične namene. Če damo samo dve zadnji aferi, afero Patria in afero KPK, ugotovimo skupni imenovalec. Kaj je ta skupni imenovalec? To, da se institucije države, v enem primeru pravne države, uporabljajo za politične obračune. Če ste se kdaj spraševali, zakaj gospa tožilka Hrastarjeva ni vložila obtožnice, vkolikor ima dokaze za prejemanje podkupnine. Zakaj se je zadovoljila zgolj milejšo kvalifikacijo kaznivega dejanja prejemanja obljube podkupnine na neznanem kraju, ob neznanem času, na neznan način in je njen naslednik Andrej Ferlinc to prekvalificiral na neznan komunikacijski način? Kaj je bil namen? Namen je bil vzpostavitev 3-letne sodne farse. Kajti, vkolikor bi gospa tožilka vložila obtožnico, bi bila ta na predlog obdolženega zelo hitro podvržena materialni kontroli, se pravi, da bi sodišče preizkusilo, ali temelji ta obtožnica na dejstvih. In kaj bi se ugotovilo, kaj mislite? Da je to farsa. Farsa primerljiva Kafkovemu procesu. Ampak ima pa seveda takšen proces politične posledice. Volitve leta 2008 so bile, trdim, izgubljene tudi zaradi tega političnega konstrukta Patrije. In če gremo zdaj v leto 2012, se vzorec ponavlja. Zopet imamo neko institucijo, ki naj bi skrbelo za dobrobit slovenskega naroda, za moralno čistost, za čiste roke, pri čemer izostane bistvo. To je, da omogočite človeku, da se na obtožbe brani. Ne moremo pristati, da neka institucija, ki sploh ni del sistema pravne države, postane nek inkvizitorni organ, ki ne dovoljuje obrambe, ki dovoljuje v bistvu, da je njena beseda zadnja, da je to takšna avtoriteta, da je nad njo samo še modro nebo. To preprosto za neko omikano demokracijo, za neko omikano pravno državo preprosto ni sprejemljivo. Da bi nek organ, ki je po svoji naravi moralizatorski, ki daje neke načelna mnenja, neke moralne sodbe. Mimogrede, s tem ni nič narobe. Sam trdim, da je moralizacija politike potrebna. Vendar za to moralizacijo politike morata biti izpolnjena dva pogoja. Prvi pogoj je, da tisti, ki daje moralne sodbe, da je moralno čist, da je moralna avtoriteta. Gospod Goran Klemenčič in gospod Rok Praprotnik nista moralni avtoriteti.
sta strokovno izjemno dvomljivi, eden zaradi svoje politične involviranosti pri koruptivnem najemu stavbe Nacionalnega preiskovalnega urada, drugi pa, ker je 15 let defamiral in blatil predsednika vlade Janeza Janšo. Skratka, to nista osebi, ki bi lahko metali kamenje. Pa mi bo kdo očital, da s tem pravzaprav zastrupljam studenec. Da tudi, če obtožbe prihajajo iz umazanih ust, kar je v tem primeru dejstvo, da to ni pomembno, da so pomembna dejstva. Se pravi, stvarne obtožbe. Tisti, ki ste morda prebrali to poročilo, svetujem vam, da si to storite zlasti v drugem in tretjem delu glede predsednika vlade, boste ugotovili, seveda, da gre za tipičen politični konstrukt, ki nima nikakršne ne postopkovne osnove, ne stvarne osnove. Skratka, da gre za nadaljevanje, če hočete, posebne vojne s posebnimi sredstvi. Bogu hvala, da nismo leta 1945, ker v takrat se ve, kaj bi sledilo obtoženim. Se pravi, v najboljšem primeru dahovski proces, smrtna kazen, pa potem morda po božji previdnosti dolgoletna zaporna kazen. Gospod Rant, se vam zdi to, recimo ta analogija med metodami bivšega režima in metodami teh režiserjev, defamatorjev na mestu? Je res to, da smo Slovenci po 50 letih komunizma preprosto tako vpeti v ta totalitarni model razmišljanja, da nismo sposobni iziti iz teh zlorab državnih institucij?